Ja? Zdaj pa lepo prosim izberite zgornjo plast. Jaz si bom samo povečal tole čez cel zaslon. In zdaj predlagam, da si vzamete še orodje za premik, zato ker bomo to plast cel čas premikali po zaslonu. Ne? Ja. Za kontrol. Ja. Tako. Vsaka izmed teh plasti je lahko v dokumentu normalno, se obnaša normalno, torej zdaj gledamo, če si pogledamo v panel plasti, lahko vidimo, da je ozadje sestavljeno iz 4 fotk, ne? In potem imamo tukajle nekaj barvnih spektrov, ne? Ki so čez to fotografijo. In če zdaj tukajle pogledamo, v panelu plasti piše normal. To pomeni, da karkoli se nahaja na tej plasti, bo pač neodvisno od vseh ostalih plasti. Torej, karkoli je gor, pa točno tako bo izgledal, razen če je še kaj višje nad njo. Ja? In če zdaj kliknemo na tale spustni meni, bomo dobili en kup možnosti. Ne? Se pravi na tale spustni meni, ki ga dobimo, če kliknemo na normal. In predlagam, da izberemo prvo darken. Pa pozorno gledajte, kaj se dogaja z zgornjo plastjo. Ne? Naenkrat ni več vsega vidnega, ne? Ampak so vidni samo piksli, ki so temnejši od spodnjih pikslov. Torej vse, kar je temnejše, bo vidno, vse, kar je svetlejše, ne bo vidno. In če zdaj premikamo po dokumentu, lahko vidimo, ne, kako se z določenimi stvarmi, ne, kakšno interakcijo ima z določenimi stvarmi. Če izberemo multiply, to je ena izmed, bom rekel, 4 najpomembnejših možnosti interakcije. Multiply je način, kjer bo on temenil vse, kar ni belo. Torej, tisto, kar je belo, bo nevidno, vse, kar je temnejše od bele, bo on temenil pod njo. Ne? Tukaj lahko zdaj vidimo, ne? Če smo prej pogledali, če se jaz zdaj vrnem nazaj, ne? To je bela in to tukaj čisto spodaj je bela. Ne? In če zdaj kliknem na multiply, je to zdaj nevidno in to je nevidno, medtem ko vse ostalo temni, ne? Do črne, ki je popolnoma črna. Multiply. Maš, to je... Čakaj, bela je... Ja, nevidno, ne? Se pravi, nič se ne zgodi, ne? Enako kot prej, ne? Tako, ne? Zdaj, multiply, definicija te interakcije moramo razumeti takole, no? Če jaz zdaj odprem levels, ne? To, kar smo imeli zadnjič odprto, ne? Histogram. Kaj zdaj to pomeni, ne? Od črne, od popolne črne do popolne bele
imamo zdaj en potek, ne? Eno distribucijo. In to se tretira kot nič in to se tretira kot ena. Ne? Najbolj belo je ena, najbolj črno je nič. In zdaj, ne? Katerakoli točka na tem dokumentu, ta svetlost te točke je nekaj med nič pa ena. Ne? Recimo, da je to 0,5. Ne? In če vzajemo, da je absolutna siva tudi 0,5, ne, bo on na tisti točki 0,5 pa 0,5 zmnožil in dobil neko številko, ne, ki bo vedno, razen če sta dve beli, ne, ki bo vedno nižja, se pravi, bo vedno temnejša. To je pač ta matematika, ki se zgodi v multiply. Ne. Torej, in ne, barvni krog temni in sivine temnijo in tukaj ne, lahko to isto naredimo. Ja? V kakšnem primeru bi to rabo, v bistvu, ko imaš dve svinči čez drugo? Ja, če imaš ti recimo zdaj neko belo podlago, ne vem, da bi recimo, mogoče za hec, ne, da bi imela svojo roko, ne, pa bi imela eno sliko tatuja. Si lahko recimo na hiter postaviš tatu čez, ne, daš multiply in pač brez deformacije slika naenkrat na koži. Ne. Seveda si moraš potem recimo z liquifyjem malenkost deformirati, da imaš ne, 3D okoli, mislim pač ta wrap okoli teksturo, ne, ampak tukaj bi potem ta stvar delovala, ali pa če bi imela logotip, ne, ali pa kakšno tako, ne. Nekaj, kar bi pač temnilo potem. Ne? Obratno od tega imamo screen. Ne? In če zdaj pogledamo, kaj se zgodi, lahko vidimo, da se zgodi točno obratno. Se pravi, točka, kjer je bila prej totalno črna, tukaj le spodaj, in totalno črna tukaj, je zdaj prozorna. Ne? In vse ostalo svetli. In če zdaj premikamo, ne, lahko vidimo, kakšno interakcijo ima z piksli, ki so pod to plastjo. Ne. Obratno od darken, ki smo ga prej pogledali, je lighten. Ne. Torej, vidni bodo samo piksli, ki so svetlejši od tistega, kar je pod njim. Ja? Screen. Ne? Screen je obratno od multiply, lighten je obratno od darken. Ne? Torej, multiply pa screen sta pač zelo pomembni za uporabo. Potem imamo overlay. Overlay je v naslednji skupini. Ne? V tem spustnem meniju imamo celo ločeno, ne? Po pač tipih skupine in lahko takoj vidimo, da tukaj ta prva skupina je pač normalna. Ne? To je temnenje, naslednja je svetljenje, to, kar je pa potem kasneje, pa še pridemo. No? Ampak overlay je zdaj v tretji skupini in kaj overlay počne? On je pa kombinacija multiply pa screen. Srednja 50% siva bo zdaj nevidna in vse, kar je svetlejše od sive, bo svetljiv in vse, kar je temnejše od sive, bo temnil. Torej, pola multiply screen na sivi. Lahko bi, naprimer, kako bi uporabljali overlay, lahko bi vzel, jaz zdaj naredil bi novo plast. No. Bom naredil novo plast
bom tukaj izbral overlay in tukaj mi še takoj da možnost, da jo zapolnim z tako imenovano neutralno barvo, pol siva, ne? 50% siva. Šel sem v layer, new, ne? Tukaj takoj izbral overlay in takoj mi da možnost fill with overlay neutral color, 50% gray. Kaj se je zgodilo? Nič. Ne? Tukaj lahko vidimo, da je plast, ki je siva, ampak na dokumentu ni ničesar. Ja? Nič se ni zgodilo. Zdaj pa, ne, če jaz vzamem čopič, ne, in začnem recimo po dokumentu risati z belo barvo, ne, lahko vidite, ne, da sem začel svetliti del dokumenta. Ne. Tako, ne, zato, ker sem izbral od spodaj, ne, v trenutku, ko izbereš... Tako, pejdi layer pa new. Ja. Ja. In imaš tukaj zdaj mode, imaš overlay in v trenutku, ko izbereš overlay, ti da možnost fill with overlay neutral color. Ne. Tako, ne. In boš videla, da si dobila sivo plast. Ne? Ampak na zaslonu se ni zgodilo nič, ne? Zato, ker sivo plast on ignorira. Zdaj pa, če začnem jaz malo risati gor, ne? Bo tukaj vedno bolj, ne, svetlo. Oziroma, če bi jaz zdaj si vzel črno barvo, ne? Zdaj imam črno barvo kot mojo glavno barvo in če začnem jaz zdaj risati po dokumentu z črno barvo, ne, sem začel dokument temniti, ne, s tem, da ne uničujem dokumenta, to je pomembno, ne uničujem dokumenta, ker rišem po tej sivi plasti, ne. Če zdaj jaz kliknem na tej plasti, izberem normal, lahko vidimo, kaj sem naredil, ne. To je zdaj siva plast, tukaj sem risal za svetlo in tukaj sem risal za temno, ne. In v trenutku, ko izberem overlay, se zgodi to. Ne? Pa kakšna pa bolj razlika, če za to uporabljam pa recimo ta burn? To je nedestruktiven burn. Ti burna ne moreš na plast, ne da bi jo uničvala. Medtem, če ti delaš s tem, si naredila točno to, ne da bi jo uničvala. Ko bomo prišli do adjustment layerjev, pa lahko recimo vzameš en levels, ne? Skriješ masko, pa recimo potemniš, ne, in potem začneš risati gor in boš temnila, ne. Se pravi, spet isto nedestruktivno, ne uničuješ, ne. Tukaj ničesar ne uničuješ, zato ker rišeš po tej plasti in nema ništa, ne. Yes. Tule porišeš, ko si prejde po ščopičem, moraš biti označen samo tem to semino, ali kako? Ja, semino moraš biti označeno, ne. Aha, da si na njej? Ja, zdaj pa začne risati po njej. Ja, sem normalen čopič. Tale? Tako. Kaj je čopič? Okay. Pejdi layer, new. To ste spregledali, ko sem naredil. Ko sem šel v new layer, ne, imam tukaj možnost izbrati že takoj blending mode. In tukaj sem jaz izbral overlay. In v trenutku, ko izberem overlay, mi da to možnost. Napolni z neutralno barvo za overlay, ki je pol siva. Zdaj pa, ne, če ste to preskočili, ni panike, ne, ni statusa, ni panike. Če grem zdaj jaz narediti nov layer, in se ni zgodilo nič. Naredil sem prazen layer, ne. Po tehle kvadratkih lahko vidimo, da je pač transparenca. In zdaj, enako, ko smo prej z content aware-om polnili tisto fotografijo, lahko zdaj to isto stvar uporabimo. Se pravi, gremo v edit, pa fill, Mojca, prosim, edit pa fill, in zdaj tukaj, kjer smo imeli mi prej content aware,
imamo možnost 50% sivo. Ne? Tako da lahko kadarkoli mi 50% sivo napolnimo v dokument. Kje imaš ta content aware? Prosim, ja, zdaj ste se pogovarjali, ne? V edit pa fill imaš potem 50% grain, ne? Tako, ne? In lahko, ne, za to isto sivo napolniš katerokoli plast, ne da bi rabo iti pač layer new in pa potem to, ne? Torej imamo zdaj, ne, jaz sem izbral 50% sivo in zdaj dobim 50% sivo, ne? Zdaj jo vidim jo zato, ker je pač še vedno normalen blending mode nastavljen. Pa dajmo zdaj skriti tele dve sivi in se vrnemo nazaj na plast Blender. In bom zdaj izbral pod overlay Soft Light. Soft Light je malenkost bolj eleganten, na zdravje, malenkost manj močen overlay. Ni sicer tako zelo enostavno, gre za malenkost drugačen algoritem, ampak jo lahko tretiramo enako, se pravi, glede na sivo bo potem on deformiral vsebino, ki jo vidi spodaj. In vsi ostali, zdaj lahko se mičken igrate, hard light, vivid light, linear light, pin light, so vsi načini, kako iz nekaj, kar je svetlejše od sive, pa temnejše od sive, kaj bo naredilo z spodnjimi piksli. To je nekaj, kar je malenkost preveč za danes in tudi difference, exclusion pa division so malenkost preveč agresivni algoritmi. Ampak zadnji štirje so pa spet zanimivi za nas. In če jaz izberem zdaj luminosity, a mi zna kdo povedati, kaj pomeni luminosity? Svetlost, tako, ne? Se pravi, luminosity je svetilnost, svetlost, ne? On bo zdaj ohranil svetlost dokumenta, barve bo pa prevzel od plasti, ki je spodaj. Ne? Tukaj lahko zdaj vidimo, da so barve ohranjene, tudi če premikamo zdaj, ne, da se jaz vrnem nazaj na tole, ne, on ohranja barve plasti, ki je pod njo. Medtem ko njegova svetlost jo pa ohranja enako kot jo ima on, ne, kot jo ima ta plast. Medtem ko barvo pa od spodnjega layerja dobi. Obratno od tega je color. Zdaj pa on dobiva svetlost od spodnjega layerja in on barva spodnji layer. Ne? Torej lahko vidimo, zato ker sta bile prva, torej leva in desna fleha sta sivinski, je to zdaj odvzelo vso barvo. Medtem ko imamo barvno kolo na sredini in barvno kolo je zdaj edino, ki barva dokument, ne? In zdaj ohranja svetilnost od spodnjega dokumenta in barvo od zgornje plasti, ne dokumenta. Ne? Malenkost manj uporabno je to, saturation, se pravi, on bo nasičenost barv svoje plasti uporabil za to, da barva spodnjo plast. Ne? Torej, levi prvi stolpec in zadnji stolpec sta popolnoma nenasičena, ker sta siva, ne? Zato jim je odvzel vso barvo. Medtem ko to je popolnoma nasičeno in zato barva. In pa
še zadnji. Hue je tisti, kjer definira v bistvu, kateri del barvnega kolesa je spodnja plast. Ampak najpomembnejši so zagotovo pač poleg normal. Imamo multiply in darken, če želimo uporabljati obstoječo plast, da temnimo spodnjo plast. Lighten in screen, da svetlimo zgornjo plast. Vsi ostali so pač agresivnejše in malenkost bolj komplicirane verzije tega istega algoritma. Potem imamo overlay in pa soft light, sta screen in multiply za vse, kar ni siva, ne? In pa potem vsaj luminosity in color je uporabno, da imamo. Zdaj, naprimer, ne, color bi lahko uporabljali, če imamo eno staro črno-belo fotografijo, ne? Vzamemo novo plast in ji rečemo color. In zdaj mi rišemo po tej plasti z barvo in kaj se zgodi? Barvati začne fotografijo. In da barvo. Ne? Tako recimo vidimo zdaj v galerijah, ne, ko so neke stare črno-bele fotke naenkrat barvne. Ne? To je to. Se kako v bistvu je potem realna ta barva? Kakor si jo ti izmisliš. Tukaj pač realne barve ni, ker je bilo in nikoli ni bilo. Ne? To pač je zdaj up to you, mislim, moraš pač imeti domišljijo, ne? Oziroma pač neko referenco, ne, greš v muzej pogledati. Ja. Mislim, zdaj stare filme, črno-bele filme so oni barvali direktno gor, ne, niso imeli Photoshopa, ne, oni so direktno barvali. Ja. Je pa vse to. Seveda ne skozi Photoshop, ampak gre za pač podoben algoritem, ja. Ja. Ne? Torej ti pač, veš, ohranjaš neko spodnjo zapis, ne? Zdaj v videu itak, mislim, večinoma, ko delaš na dokumentu, ti ne spreminjaš videa, ne? Gre pač za isti proces, ne, da delaš na nečem drugem, ki samo vpliva na tisto plast, ne pa da jo uničuje, ne? To pomeni, veš, ti lahko kadarkoli, ne, tudi recimo, ko smo mozolčke odstranjevali, bi mi lahko naredili novo plast, ne, in na tisti plasti odstranjevali mozolčke in, ne, torej ne bi uničevali fotografije, ki je od spodaj, bi naredili samo čez njo nekaj, ne. To je to dobro, da narediš zmeraj skoraj, če pač misliš tisto nekaj bolj kvalitetno. Gre za način dela. Mislim, gre za recimo način dela, ki se ga je pametno navaditi, da nikoli ne delaš destruktivno, da vedno poskusiš narediti kakršenkoli poseg v sliko nedestruktiven, ne, zato da se lahko kadarkoli vrneš in delaš z največ podatki, ne, tako, ne, se pravi, da imaš ti najboljšo fotko, ne, zato tudi recimo RAW fotografija iz fotoaparata je pač maksimalno, kar fotoaparat zna ven plunt, ne. In ni naredil nič gor, ne kontrastov, ne barvne toplote, ničesar ni naredil, ne, in ti šele zdaj, ne, potem to spremeniš v Bridgeu, v Camera Raw, v Lightroomu, v čemerkoli, ne. Ampak, ne, je več dela. Absolutno je več dela, ne. In dosti kasneje prideš do, bom rekel, uporabnih rezultatov, ne, kar je za nekatere discouraging, Almina, pomagi. Odvzem poguma. Ja, mislim, ja, ne, da ti odvzame tisti zanos, ne, zato, ker dosti več korakov je, da prideš do nečesa, ki je, veš, tam pač san, ne, ampak dobiš pa maksimalno količino podatkov, ne, vse, kar zmore fotoaparat, je tam in ti lahko potem delaš s tem. Ne. Verjetno vsi profesionalci ali pa tako, kar naprimer naredi tako in potem, če že, ali pa
pa National Geographic. Recimo Reuters zdaj zahteva RAW fotke ravno zaradi tega, ker je to kao, da ti ne moreš photoshopati nekih stvari, ne, ker so imeli pač tako blamažo, da pač niso, mislim, ne, so mogli to spremeniti, absolutno. Ja. Ok, naredimo pauzo. Ja. Mislim, mi smo res naredili pamet. Mislim, Maša, bomo šli kje bolj poglednega jesti? Ja, ne, da ostalo moj rojstni dan. Pleni? Ja. Pa jemo samo nekaj mečke.